Pri bolnikih, kjer pride do hude respiratorne odpovedi, ker dejansko te navadne maske niso dovolj, ali pa če so kakšni drugi razlogi, da potrebuje bolj intenzivno opazovanje, pride na intenzivno nego. Zdaj, včasih vedno govorimo intenzivna nega, to je dejanska intenzivna nega, pomeni, da bolniki tukaj niso na nekih mehanskih ventilatorjih, ampak velikokrat porabijo tudi respiratorno mehansko pomoč, no, malo zmedeno, ampak v principu tisto, kar ste največkrat zdaj delali in pač je bilo veliko ljudi, kadar ta navadna maska ni bila dovolj, smo jih velikokrat, tukaj so jih, no, dajali na te visoko pretočno zdravljenje s kisikom. To je v bistvu en tak način, kako lahko dodatno malo močneje dostaviš dodatek kisika v pljuča in v bistvu marsikoga so tako rešili, da ni rabo mehanske ventilacije. Po drugi strani je veliko bolnikov, ki pride z naše intenzive, načeloma praktično vsi, so potem, ko so bili na aparatu, precej zmedeni, so težko vodljivi, eni rabijo tudi višje dodatke kisika, kot so navadne maske, tako da potem tudi pridejo na ta oddelek. Tako da to je res ena taka odstopna točka po eni strani, po drugi strani pa veliko naših bolnikov, tistim, ki se stanje popravijo, pride tudi sem. Če ne moreš dihati, ne moreš krepiti mišic rok, ne moreš se učiti hranjenja, tako da najprej v bistvu moramo, da pacienti sploh dihajo. Glede COVID pacientov, če pri teh, ki smo bili v tem oddelku, povem, mi začnemo z respiratorno terapijo takoj, ko dobimo pacienta na kisikovi terapiji. Ko se pacienti zbudijo, ko jih mi dobro počistimo, ko vzamemo to cevko ven, jih ponovno učimo dihalnih vaj, poglobitev dihanja, izkašljevanja. Ti pacienti, ko se zbudijo, so zelo oslabeli, tako da jim moramo trenirati mišice, ker mi smo v akutni rehabilitaciji, takoj z njimi, ker za nadaljno rehabilitacijo moraš imeti močne dihalne mišice in seveda čiste dihalne poti. Pač dejstvo je, da so nam zelo pridejo prav, da pomagajo nam, ko bolnika dajemo z aparata dol, da nam pomagajo predvsem v tisti takojšnji oskrbi teh bolnikov. Ker marsikdo, ko pride s cevke za dihanje dol, je kar zelo slab. Ima težave z izkašljevanjem, včasih rabi dodatno podporo dihanja, včasih rabi neko neinvazivno ventilacijo, tiste dodatne neke maske, tako da v bistvu tele naši respiratorni fizioterapevti to zelo obvladajo in dejansko jih te bolnike dodatno čuvajo, so ena dodatna pomoč v najbolj kritičnem trenutku, ko je pač potrebno, da ta bolnik ne pride nazaj na aparat. Ker če pride nekdo nazaj na aparat, je to 5 korakov nazaj.